Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Danes se bomo z zgodovinarjem, profesorjem Igorjem Grdino, pogovarjali o knjigi zgodovinarja, prav tako zgodovinarja Normana Davisa z naslovom Izginula kraljestva in pod naslovom Zgodovina polpozabljene Evrope. Gospod profesor, lepo pozdravljeni, hvala, da ste si vzeli čas. Pozdravljeni. Pred seboj imamo seznam bolj ali manj pozabljenih vplivnih kraljestev oziroma imperijev, državnih tvorb, da tako rečemo. Nekatera, ki jih Davis omenja, nam zvenijo znano, denimo Burgundija, Aragonija, potem je tukaj Galicija, seveda Sovjetska zveza oziroma Zveza sovjetskih socialističnih republik, tudi Borusija, iz nekega drugega konteksta mogoče za marsikoga, pa vendar. Potem pa je na drugi strani vrsta kraljestev oziroma imperijev, ki tudi, bi rekel, še kar razgledanega človeka pustijo v manjši negotovosti. To so denimo Tolosa, kraljestvo Skale, potem je Etrurija, Sapavdija. Pa me zanima, katero zgodbo ste osebno prebrali z največjim zanimanjem? Res je zelo osebno zanimanje, torej za Češko-Slovaško drugo republiko in Podkarpatsko Rusijo, ki v resnici ni bila noben imperij, ampak tako rekoč enodnevna tvorba. Dobesedno enodnevna. Ja, ki je pa potem se nadaljevala še v Madžarsko-Slovaško vojno, ki pa mislim, da je trajala 3 dni, potem je pa Tretji rajh naredil tam red, mir in seveda po svoji meri, ne. Ampak to je plod čisto osebnega zanimanja za to nenavaden spoj demokracije in avtoritarizma v Češko-Slovaški, tej pomünhenski, ki je tako rekoč na smrt obsojena, nezmožna življenja, pa vendarle nekako poskuša, ne, in se potem razdeli. Formalno ime bi reklo, ne, Češko-Slovaška, to se je z vezajem pisalo in oboje z veliko začetnico Češka in Slovaška. In tretji del, ki pa ni bil vsebovan v tem imenu, je pa Podkarpatska Rusija. Ampak nenavadno, danes, ko razmišljamo, zakaj ima Madžarska takšen odnos do Ukrajine, je ravno ta del. To je ta enodnevna država, ja. Je država, ki je danes je v Ukrajini, ne? Torej pa še nekoliko južneje je njena meja, ne? Ampak menda, da od vseh madžarskih manjšin, ki jih je seveda zelo veliko, se je v polpreteklem obdobju najslabše godilo ravno Madžarom na ozemlju Ukrajine, ne. In zdaj, seveda je to neka posebna zgodba, je pa aktualna, ne, in zdaj sva pravzaprav že v knjigi, se mi zdi, ne, kajti Norman Davis pripoveduje na ta način iz nekega aktualnega dogodka, pa potem v zgodovino, kar je zanj seveda kar značilno, ker on je napisal recimo zgodovino Poljske, od danes pa potem korak za korakom nazaj. Tja do začetkov Poljske, ne, kar je zelo zanimiv pristop, ne. Lahko kdo reče seveda, da je malce tak postmoderni poskus, ampak vendarle je to nekakšen eden izmed alternativnih vstopov v zgodovino, kajti bralec, zlasti laičen bralec, gre iz sedanjih izkušenj v potem preteklost in tako lahko razume neko deželo, ne. In Davis mu tukaj pride nasproti, ne. Mislim, to je neka novost, ki je zanj značilna. Se opravičujem, prej sva omenila vrsto držav, za katere sem rekel, ne, da tudi bolj razgledanega
bralca pustijo morda malce presenečenega? Vi osebno ste poznali vse. Ne, gotovo ne, mislim, pri Etruriji, ne, če kdo reče samo ime, lahko pomisliš na državo, ne, tam res potopljeno v zgodovino, ne pa na to napoleonsko tvorbo, ne, ki jo ima Norman Davies v mislih. Ne. Zdaj, še marsikje je seveda tako, ne. Res pa je, ne, da Norman Davies zna utemeljiti, zakaj je vsaka od teh tvorb pomembna in zakaj je pustila neke globlje sledove v zgodovini. Res je, ni bila več država, ampak Burgundija je morda najbolj znan primer, bila velesila, ne, v poznem srednjem veku, in potem vladar umre brez dedičev in potem je spor za burgundsko dediščino med Habsburžani in francosko krono in na koncu seveda Burgundija je potem ena izmed pred francosko revolucijo provinc, ne, in zdaj je pač razdeljena v revoluciji na departmaje, ne, in naj bi seveda pač popolnoma izginila, ampak spomnimo se leta 1969, ko je general de Gaulle v zadnjem poskusu, da bi mobiliziral podeželsko Francijo, poskušal se vrniti na tisto malce vsaj spomin na preddepartmajsko ureditev, ko bi province pa vendarle nekaj več bile in razen, mislim, da v Bretoniji pa Provansi ali pa celo še tu ne, je ostal v manjšini in on se je poslovil, ker njegova ideja Francije je bila za Francoze takrat neaktualna, ampak če pa pogledamo z današnjega stališča, ne, kako žive so recimo, nemške zvezne dežele in Francija je pa še vedno tisto, kar je bila, ne, in to je prostor, ki obdaja Pariz. Ampak to je stvar, bi rekel, državne ureditve. Je bolj ali manj centralizirana država, je ne? in ni, ne, mislim, ker recimo Habsburška monarhija je tudi imela takšen problem, namreč država je velika. Velikanska pravzaprav. Ne, in zdaj, kako voditi neko, recimo, gospodarsko politiko v taki državi, ki bo ustrezala vsem delom, ne? In v Habsburški monarhiji so pač se odločili za tudi kombinacijo seveda državne uprave in deželne uprave, ne? Ker recimo nekaj, kar je kmetijstvu v Galiciji ustrezalo nek določen ukrep, recimo kmetijstvu v Dalmaciji sploh ni, ali pa tule okrog Trsta, ali pa na Goriškem, ne, ker je struktura popolnoma drugačna, ne, in Francija je tudi zelo raznolika, tako da mogoče vendarle vse te tvorbe, zlasti, če so bile tudi recimo gospodarsko zaokrožene, in to je bilo v starejših obdobjih veliko lažje, ker so bili torej življenje bilo blizu materialnega minimuma in se je moralo gledati zelo na to, kako bi res izvlekli iz zemlje vse, kar se da, ne, in se je morala ureditev temu primerno tudi prilagoditi, ne, torej to so zelo težavna, ampak vendarle aktualna vprašanja in to, kar Daviesa tukaj tudi muči, ne, ali pa kar ga napeljuje k ukvarjanju s temi izginulimi kraljestvi, je ravno to, kaj v recimo procesih dolgega trajanja lahko ostane in zakaj recimo pa nekatere tvorbe so pa brez kakršnega koli spomina, celo brez imena odšle v zaton, neci v slovanskih, zgodne slovanskih
državah je bilo reklo, izginil kot ober. Ne? Obri oziroma avari praktično nobene sledi niso zapustili v poznejši. Ampak so nekoč bili sila. Ne? Vele sila, ne samo sila. To je zdaj moje naslednje vprašanje. Hvala za iztočnico, gospod profesor. Zanima me, kaj nam to minevanje, minljivost, izginjanje v nekem trenutku zelo močnih imperijev govori pravzaprav o trajnosti vpliva, ki ga ima neka organizirana državna skupnost na svoje okolje, na svoj čas. Kaj nam to govori? Mogoče je težko podati neko univerzalno pravilo, ne? Ker sej to, o čemer Davis govori, to niso samo vele sile. Ne? Recimo napoleonska Etrurija je pravzaprav, z italijanskega stališča bi se reklo, da je to kvizlinška državna tvorba, ne? Ker so jo pač, seveda je pa ironija ta, ne? Da jo je ustvaril Napoleon, ki je prej znal italijansko kot francosko. Ne? Torej, se je znana anekdota, ne? Ko so prišli Italijani Napoleonu, svojemu rojaku, se pritožiti, da pač Francozi ropajo umetnine, ne, ker da jih uvažajo torej, v Francijo, ne, v te državne zbirke, in Napoleon jih vpraša, ne, da to delajo vsi tutti no, ma Buonaparte, ne, torej Buonaparte je pa italijansko, torej dobršen del, ne, torej je italijansko njegov priimek, ne, ampak recimo še Valentin Vodnik pri nas piše, ne, ko predstavlja Napoleona, da je italijansko bil, torej, tekoče govoril, ne, saj ni čudno, ne. In zdaj težko je dati res neko takšno veliko pravilo, ne. Sovjetska zveza, recimo, ne, to preživi v pojmu ruski svet, ne, torej, ali se to reče prostranstvo in tako dalje, ne, skratka, ampak to recimo Ruska federacija razume kot tako rekoč svoje dvorišče, ne, in recimo, kaj jaz vem, Burgundija je pa sploh zanimiv primer, ker Burgundija je pravzaprav se začela njena pot v nekem sredozemskem svetu, pa se je potem počasi pomikala proti severu, ogrožala v Svetem rimskem cesarstvu, seveda zlasti te volilne kneze cerkvene, ki niso mogli imeti kakšnih velikih armad, in recimo ravno njen pritisk je verjetno precej rezultiral k tej ureditvi, kakršno je imela pač največja evropska država, ne, skratka, sej v tistem momentu, ko neka država zatone, nihče ne ve, da bo ta zaton trajen, ne. Ljudje, marsikdo se še naprej trudi v tistem istem smislu, da bo obnovljena, ne, ampak včasih se to zgodi, ne, recimo, poglejte, Poljsko so ob koncu 18. stoletja razdelili, ne, ampak potem je vzniknila pač med Prvo svetovno vojno neka marionetna Poljska in potem neodvisna, torej druga Rzecz Pospolita, ne, torej druga Poljska republika, ne, skratka, je težko reči, ne, ampak nekaj pa je, ne, da to niso, tako kot bi rekli, ne, zlasti v anglosaksonskem svetu, neke ruritanije, ne, torej, ali pa recimo neke operetna kraljestva, ne, tako kot Leharjeva Vesela vdova se v Pontevedru odvija, ne, vsi so pa vedeli, da je bilo prvotno Montenegro, ne, torej Črna Gora, ne, in takšne stvari, torej, ene so majhne,
pa vplivajo na recimo neko danes regionalno zavest. Ne? Pa glejmo, ne, se Črna Gora je tudi takšen primer. Tudi omenjena v knjigi, mimogrede. Tako je. Ja. Ne? Torej, mislim, da je Davis tu sijajen, ker je seveda res od glave do peta zahodni zgodovinar. Ne? Torej, bolj angleško pa res mogoče ne gre, ampak ima zanimanje pač torej za to tako imenovano drugo Evropo, seveda z njihovega stališča. Dobro, seveda nekaj tukaj je vendarle dala tudi ljubezen, ne? Torej, on je pač na Poljsko navezan rodbinsko, ne? Kot je bil njegov mentor Taylor, ki je tudi bil sijajen zgodovinar Srednje Evrope, pa na Madžarsko navezan, ne? Torej, tu je tudi neka tradicija, ampak vendarle to ni tistega pogleda, kot se pri nas, ne, češ veliki umni Zahod, mi pa gledamo straho s spoštovanjem, ne, torej počesani in tako dalje. Ne, tega ni in Davis tega ne pričakuje, ne, in tudi njegova zgodovina Evrope, ne, ki je prevedena že prej v naš jezik, ne, torej je zanimivo, kaj Davis pravi o našem prostoru. Ne. Torej, če pomislimo, kdaj je ta zgodovina Evrope nastala, ne, torej Slovenija je bila takrat polna optimizma in Davis pa pravi, ne, da kdo ve, če se bojo te države, ne, ki so nastale na jugoslovanskem prostoru, če bojo trajale dlje kot napoleonska Ilirija, ne, torej, to je skoraj da vse, kar je o državni zgodovini tega prostora, ne, pa Ilirija je na koncu koncev tudi takšna tvorba, ne, je težko reči, kaj je pravzaprav Ilirija bila, ne, torej državno pravno bi se reklo verjetno, da je še najbolj točno to, kar je Bogomil Vošnak ugotovil, da je to dežela pritiklina francoskega cesarstva, ne, ker dejansko se je upravljala popolnoma sama kot nekakšna vojna krajina, nad njo je bil v Parizu samo finančni minister, ne. Torej, vendarle pa podrejena enemu samemu ministrstvu v Parizu, samo po drugi strani, ne, če gledamo, kako zapleteno je pa že z državljanstvom, kako zapleteno je z zakoni, ne, v francoskem cesarstvu načeloma ni bilo tlačanstva, ne. Pri nas pa fevdalne vezi so še obstajale, res pa je, da ne več osebne, ne. Torej, človek je lahko šel, kamor je hotel, ampak njegov grunt, pa če ni bil odkupljen, je bil pa še vedno pod pristojnostjo graščine, ne. In delovnih mest ni bilo, ne, torej kakšne industrije, saj večina ljudi niti kam ni imela, ne. To je treba upoštevati pri takih, recimo, navidezno minornih tvorbah. Je pa res, ne, včasih je kakšen nasmeh zgodovine za kakšen prostor, pa se obdržijo, ne. Omenili ste ta dvom avtorja Davisa o tem, kako dolgo bodo posamezne države trajale. Pa dajva zdaj pogledati, recimo, trajanje, da tako rečem, državnih tvorb, ki zaznamujejo najini življenje. Recimo, poglejmo. Ja. Združene države Amerike 250 let, Sovjetska zveza 70 let, Jugoslavija niti 45, ne? Recimo 45 let. Torej druga Jugoslavija. Druga Jugoslavija, ja, seveda, ne? Oba sva rojena v drugi Jugoslaviji. Evropska unija, dobrih 70 let od podpisa Schumanove deklaracije. In zdaj, mene zanima, po drugi strani, ne, pa spremljamo v zadnjih, recimo, desetletjih ta strm vzpon Kitajske, Indije, se pravi, vsaj teh dveh okolij, ki ju je Zahod dolga leta in desetletja koloniziral, postavljal v obrop in tako naprej. In zdaj mene zanima, to sta dve dolgovečni, več tisočletni civilizaciji, pa me zanima, ali ta
trajnost, dolgost civilizacije igra vlogo pri morebitnem ponovnem vzponu posamezne države. Poglejva Turčijo. Bila je vladar sveta, potem je bila dolga leta, nedavno še bolnik na Bosporju, danes je regionalna, politična, vojaška in tudi gospodarska sila. Da ne rečem velesila. Velesila. Ja. In kakšno, se pravi, moje vprašanje je, kakšno vlogo igra, če jo igra, ta neka civilizacija, na kateri sloni trenutna država pač v tem ali onem obdobju? Odvisno, kakšna je ta civilizacija. Ne? Torej, na Kitajskem so se menjevale dinastije. Menjali so se, recimo, kaj vem, tudi je potem bila Kitajska republika, ne? Pa obdobje razdrobljenosti, ko so se vojni baroni spopadali, pa potem več kot polovico tiste res plodne Kitajske zasede Japonska, pa kvizlinško vlado ustanovi, ne? In potem popolnoma drugačna Kitajska. Torej, kaj te civilizacije ene so sposobne velikanske regeneracije, ne? Torej, kitajska civilizacija prenese vrsto form, ne? Prenese tudi kulturno revolucijo, ki je hotela izničiti, ne, recimo tisto konfucijansko tradicijo, pa jo je samo nekoliko spremenila, ne, mogoče ji povedala to, da je treba v korak s časom. Danes je seveda ta kitajska tradicija popolnoma na nekem drugem mestu. Se, če gledate film o kitajski revoluciji, tisti Sun Yat-senovi, ta film je prava apoteoza pravzaprav Sun Yat-senovih načel, ne, med katerimi je eno, ki ga prevajajo nacionalizem tudi, ne, torej poleg neke pravice in tako dalje, je tudi nacionalizem, samo to ni v tistem evropskem pomenu, ne, čeprav seveda na drugi strani pa nekdo, ki se je soočal z koncepti nacionalne države in seveda imperijev, ki so jih nacionalne države ustvarile, pa vendarle je moral odgovoriti na izziv. Recimo še bolj zanimiv primer je verjetno Indija, ne. Indija pravzaprav razen v tam zelo zgodnem obdobju, ko je imela tisto Ašokovo kraljestvo, to je menda edini primer, da je Indija enotna in da ima vlado iz samega sebe, ne, seveda kraljestvo, ne. Potem je veliko kraljestev, pa združevanje ali pa tudi ne povsem, ne, saj na severu, Moguli, ne, ki so pač Mongoli, ne, seveda vsa ta verska pisanost, ampak indijska civilizacija je seveda tudi preživela. Zdaj, zagovorniki zahodnjaškega imperializma bojo rekli, ja, zato ker so bili Angleži tam to tako, ne, pa da je tistih 1500 uradnikov vzhodnoindijske družbe urejalo življenje v Indiji, vendar je to zelo površen, pa zelo pristranski pogled, ne, kajti Indija, si pogledamo, kakšna zapletena struktura je to, ne, in tu se tiste države Maharač dejansko še danes na neki način seveda živijo v Indijski republiki, ne, torej kot ozemeljske enote, ne. Kašmir, ne, je recimo, ne, ko se je Maharadža odločil za pripadnost Indiji, večina prebivalstva je pa muslimanskega, torej bi naj to po neki logiki prišlo pač k državi, ki jo je pač Džina ustanovil, torej Pakistan, ne. Ampak Pakistan je bil tudi nestabilen, ne, in
ironija je ta, da je danes v Indijski republiki pač več muslimanov, kot jih je v Pakistanu, ne. Tako da pač, ampak kaj Indijo drži skupaj, ne? Njena civilizacija, ki ima pač drugačne korenine, drugačne ideale, ki si jih mi zahodnjaki lahko recimo prevedemo v svoje pojme, ampak jih ne bomo nikoli verjetno čisto dobro razumeli, če ne bomo res se posvetili študiju indijske civilizacije. Ampak glejte, saj to je tako, ne. V zapisovanju številk, ne, torej Rimljani tako, ne, torej dejansko z črkami, v Indiji so pa seveda imeli koncept ničle, ne. Torej samo zapis za ničlo je arabski izum, ne, medtem ko koncept ničle je pa indijski, ne. In zdaj recimo, ne, ta civilizacija je seveda oplajala misel tako rekoč planetarno tudi, ko je bila popolnoma podjarmljena, ne, oziroma vsaj navidezno jo ni bilo, ne. Indijska elita je študirala v Angliji, ne, torej ali pa pakistanska, ne. Saj od kod džini pač koncept Pakistana, ne, torej to je gotovo preko stika z zahodno mislijo, ali pa recimo poglejte Turčijo, ne, torej Turčija, ki se je uspela popolnoma regenerirati, ne, z Atatürkom, ne. Seveda, zdaj, to je bil redko pameten general, ki je rekel tudi, ne, najbolj znanih njegovih izrekov je, da v dvoboju med plugom in puško vedno zmaga plug, ne, torej, in danes, kaj je Turčija, čeprav ni več tako atatürkovska, kot je bila nekoč, torej to je velesila, ki z Rusijo tekmuje za vpliv v Srednji Aziji, kjer so turška ljudstva, ne, torej prebivalstva se tudi regenerira, ne? Gotovo, ne. Po veliki meri. In ne, recimo, če pogledate, koliko je prebivalstva v sodobni Rusiji, ne, tam uradno okrog 145 milijonov, ne, zdaj pa če date Turčijo prebivalstvo plus turška ljudstva, ne, torej v Srednji Aziji smo pa tam, ne, in torej iz tega nastanejo lahko še zelo, zelo veliki, velikanski pretresi, ne, torej da nadaljujeva zgodbo, ne, teh potopljenih kraljestev, mogoče ima republikanska Turčija večji potencial, ampak v drugi smeri, kot ga je imela Turčija, katere sultani so bili kalifi muslimanski, ne, torej zadnji splošno priznani kalifi, ne, in ravno Turška republika je to ukinila, ne. Je pa nova osnova, ne, seveda je tu zdaj nacionalna ideja, turška pa recimo turška ljudstva in tako dalje, ne. In zdaj seveda Davisovo knjigo lahko seveda beremo kot torej pripovedi pač o nekaterih deželah, ki so res Ruritanije, ne, ampak o drugih deželah pa tudi, da nam da recimo neko spodbudo, da razumemo, kaj se v sedanjem svetu dogaja in da mogoče, zdaj da napeljem na zgodovinarski mlin, preučevanje preteklosti res ni tako neaktualna stvar, ker lahko se tu in tam izkaže seveda za koristno, če se preučevanje zgodovine, ne, če se ga ne vzame pretogo, ampak recimo v nekem tipološkem smislu, in to Davis nam pa daje nekakšno recimo metodologijo, če jo premislimo, pač knjigo, če za tem
recimo zelo dobrim, ne bom rekel briljantnim slogom, ne, ker Taylor je bil boljši v pripovedni, v naraciji, zgodovinski, ne, je bil intelektualna zvezda, mogoče edina tudi pop zvezda, ne, torej v zgodnjih letih televizije, iz intelektualnih vrst. Ne. Danes je seveda to preteklost, ne, ampak recimo, ne, če se pa za to zelo dobro prikazano sliko vidi še tisti miselni proces, kar ga lahko vidimo seveda iz tudi drugih del tega zgodovinarja, ne, iz mikroštudije recimo Breslava oziroma Wrocława, ne, torej mesta, ki je bilo za Prusijo, Borusijo tako zelo pomembno, za znanost tako zelo pomembno, ne, ki pa je danes pravzaprav mesto na Poljskem, ki seveda išče tudi svojo identiteto, ki jo je našlo v poljskem kontekstu, da je nadomestilo za Lvov, ne, ki je zdaj pač Lviv, ker je v Ukrajini. Ne, zdaj lahko nek zgodovinar, ki je pozoren na takšne stvari, vendarle ali pa na menjave pomena nekega mesta in samo to, kar dela v tej knjigi v nekem makropogledu, tam v mikropogledu. To je tudi sijajna knjiga ta o Breslavu, ne, ker takrat je pač mesto imelo nemško ime, kjer ga on večinoma opisuje. Ne. Če dovolite, signalizirajo, da se nam čas izteka, zato morda še zadnje vprašanje, za katerega imamo 5 minut. Ne. Za čim moramo oprezati danes, kateri so tisti indici, da lahko morda prepoznamo, da gre nek imperij, neko kraljestvo, kot se izrazi avtor, počasi proti navzdol. Kateri so tisti indici? Te stvari se ne dogajajo čez noč. Zelo enostavno. Razen, ko gre za revolucijo. Zelo enostavno je pravzaprav. Imperij začne pešati v momentu, ko se ne širi več. Torej, to ni sicer pravilo, ki ga iz Davisove knjige razberemo, ampak to je torej anglosaksonski avtor oziroma irskega porekla mora biti, ker se piše Kennedy, ne? Torej vzpon velikih sil in seveda tudi propad. Gre preprosto za to, ne? Da imperij vedno izčrpa eno vprašanje. Imperij, ko postane zelo velik, se mora odločiti, ali bo svoje najboljše ljudi imel v centru, v srcu, ali pa v provincah. Vse ima svoje pluse in svoje minuse. Namreč, če pošlješ najmočnejše, najboljše ljudi v provinci, bo imperij propadel zaradi tega, ker bojo oni alternativne centre ustanovili. Če bojo pa imperiji imeli močno središče, potem je pa z njimi druga težava, da bojo province počasi ali pa celo hitro postale njegovo breme in jih bo treba samo braniti, tako kot se je zgodilo rimskemu imperiju, ko so pravzaprav bile odvisne od tega, kaj se je dogajalo torej globoko v zaledju. Samo takrat je bilo to se hitreje, veliko hitreje pokazalo, ne, ker so bile pač prometne zveze, sicer relativno dobre, ampak vendarle je to bil analogen prenos podatkov. Ne. Mogoče digitalna doba bo to pravilo zamajala, ne vemo, ne. Ampak vendarle, ne,
Torej, če pogledate španski imperij, nenadoma je postal tako velik, ne, torej Nizozemsko je. Potem to, kar je danes Latinska Amerika, minus seveda Brazilija, ki je bila Portugalska, ampak seveda še Portugalska je nekaj časa v času Filipa II. Bila del Španije, ne. Pa potem seveda Filipini in tako dalje in tako naprej. Ne, tega je ogromno. Zdaj, seveda, da to deluje usklajeno v tistem času, je velikanski problem. Ne? In potem, ko se vprašaš, kje bi pa imperij, da bi recimo zbral moči zadost, da bi recimo Nizozemsko obvladal, ki je majhen prostor stališča Španije. A je lahko pustil nekaj, prepeljal nekaj oborožencev iz Amerike? Ja, pravzaprav ne, zaradi tega, ker jih je bilo tam ravno toliko, da so nadzorovali tamkajšnje prebivalstvo. Ne? In recimo, gledajte Sovjetsko zvezo, sej se je enako recimo zgodilo, ne? To se še točno vidi, ne, ker recimo v kakšnem Turkmenistanu ali Azerbajdžanu to lahko potegnete iz elita, ki je še bila avantgarda, pa je zdaj postala neka elita tega postsovjetskega obdobja. Ne, skratka, ti ljudje so preprosto hoteli posnemati tisti središče in so ustvarili neka manjša središča, ampak vse to se je recimo ne, v komunističnem svetu se pa zgodilo ravno z Jugoslavijo. Ne? Torej, maršal Tito ni pristal na vlogo nekega Stalinovega satrapa, ne? Ker če bi na to pristal, bi se izročil pač na milost in nemilost nekemu človeku, ki je torej 10 let prej pomoril toliko in toliko svojih ljudi, ne recimo nekih ljudi, ki so bili res njemu nasprotni, ne, ampak svojih nekdanjih soborcev. Ne. Skratka, ne, imperij je vedno problematična zadeva. Večina ljudi vidi ta blišč, moč in vse se sveti, ne. Ampak na drugi strani pa torej tista do zdaj imperialna tvorba, ki je bila najuspešnejša, ne, je bil britanski imperij. To je tako. Ki je tudi danes skrčen na eno. Danes ga seveda ni, ne. In sej tudi recimo ne uradni London je bil po drugi svetovni vojni, pravzaprav se mu je mudilo iz Indije. Ne, torej Indija in Pakistan nista bila pripravljena na neodvisnost tako, kot bi bilo treba, da bi to šlo mirno. Ne. Mislim, tam je bila takoj vojna potem, ne. In tega si niti Anglija ni želela, ne Indija, niti Pakistan načeloma ne, samo bil je pa nezadovoljen z delitvijo. Ne. Skratka, ne pa Sikhi, ne, so imeli drugačen problem. Ne. Skratka, to niso enostavne stvari, ne. In zdaj seveda mogoče kdo misli, da je ameriški imperij našel novo organizacijsko obliko, ne, ker dejansko sploh ni imperij, ne, na videz. Ne. Torej, vemo, ne, tudi iz časa druge svetovne vojne, da je ameriški predsednik Roosevelt bil odločen antiimperialist, ampak ravno iz njegove dobe prihaja svetovna vloga Amerike. Ne? Skratka, ne? Takrat so potem tudi Filipini, ne, ki so bili pod nekakšnim varstvom, dejansko pa kolonija, vendarle te korake k neodvisnosti napravili zelo pomembne. Ne. Ni videti tukaj, ne, ker imperij, dokler se širi, lahko ponudi prostoru, ki ga obvladuje, neke ugodnosti, materialne, ne, večji trgovski prostor, to, ono, tretje ugodnosti, ne, ampak potem, ko pa se to zamaje, ko je konec širjenja, potem je pa seveda treba davke navijati in iz prednosti
življenja v imperiju postanejo Postane breme. breme. Ampak glejte, vse to je recimo turški imperij, ko je Iva Andrića maršal Tito potem, ko je dobil Nobelovo nagrado, povabil k sebi in je maršal Tito verjetno mislil, da bo Andriću ljubo, kar bo rekel, nesreča nas je, da je bil velik del Jugoslavije pod Turki. Pa mu je Andrić rekel, ja, ampak v začetku je bilo, ko se je Turčija širila, je bilo življenje v Turčiji lažje, se zato ni bilo uporov. Mi poznamo Turčijo samo iz tistega poznega obdobja. Za recimo Andrića, ki je takšno disertacijo v Turčiji napisal, turški dobi v Bosni napisal, je to zelo velik korak v razumevanju, kaj se je zgodilo, in bolj ni bil povabljen niti na kosilo na Titovem dvoru. Kar je morda obstaja tudi še en razlog. No, Titov favorit ni bil Andrić. Seveda ne. Krleža. No, seveda ne. Ja, imperij potrebuje svojo umetnost, svoj uradni stil. Torej, če pogledate zlasti starejša obdobja, vidite, da gre bogatstvo in kulturna zmožnost roko pod roko. Torej, romantika je verjetno prvo obdobje, ki nima središča v najmočnejši tedanji državi. V Franciji je romantika pozna, torej v Nemčiji je veliko močnejša. In seveda, zdaj imperiji so torej dvorezni, zaradi tega, ker nekoč se morajo nehati širiti, ne gre drugače. Ampak če se ne širijo ozemeljsko, se lahko širijo gospodarsko. Lahko širijo svoj kulturni vpliv. Vem, ampak ko imate od soap oper naprej. To je, seveda je to drži, ampak če obvladate celoten planet, se danes nekateri govorijo o svetovnem sistemu, ali pa celo o režimu, ampak vidite, da to razpada. Današnji svet je vendarle več polaren, kot je bil svet recimo 20 let nazaj. Torej, zgodovina se ni ustavila, mogoče se ne piše več na takšen način, ampak recimo čez 100 let se bo dalo pa to zelo jasno opisovati, kako je pravzaprav, pa če vzamete, kaj je Gore Vidal pisal, ta ameriški romanopisec, o ameriškem imperiju, verjetno najhujši kritik, torej, in politični kamikaza, kot je se sam označil. Torej, skratka, kje pa je tudi danes kakšno načelno navdušenje, da bi rekel, koga srečo, da je imperij dobra stvar. Torej, je toliko emancipacijska misel vendarle že napredovala. Seveda tu pa prihajajo te druge tvorbe, kot je recimo ta podkarpatska Rusija, ki se najde v teh mlinskih kamnih imperijev. S katero sva začela in bova tudi končala. To je bil pogovor s profesorjem Igorjem Grdino. Gospod profesor, hvala lepa za zanimiv pogovor. Hvala za vabilo. O knjigi Normana Davisa z naslovom Izgubljena kraljestva in pod naslovom Zgodovina polpozabljene Evrope. Hvala lepa za pozornost in klike in nasvidenje prihodnjič. Beletrina v živo.